naslednjih minutah pa o ohranjanju slovenske kulturne dediščine. Prav to nalogo so si namreč zadali v Rotary klubu Maribor Lent, kjer spodbujajo mlade k folklori. In folklorniki se bodo prav danes predstavili tudi na folklornem festivalu. Več o tem z Radom Vutejem in pa dvema mladima folklornikoma, Ano Marijo in pa Maticem. Dobro jutro vsem trem. Dobro jutro. Gospod Vutej, najprej vprašanje, zakaj ste se rotarijci odločili za spodbujanja, ohranjanja nekako etnografske kulturne dediščine? Ja, pravzaprav sta se zgodila dva dogodka. En je ta, da pravzaprav ta trenutek se poslavljamo od ljudi, od generacije, ki je to izročilo zelo močno gojila. Kot je nekdo dejal, so bili to ljudje, ki so še uporabljali brano, plug in pa koso. Danes so te stvari malo drugačne. Druga plat pa, oziroma drugi vzrok pa je bil ta, da je pravzaprav po 90. letu prejšnjega stoletja nastal en takšen vakuum na osnovnih šolah in je veliko folklornih skupin, zaradi tega, ker je veliko mentoric, ki so bile malo starejše, torej so šli v pokoj, prenehalo z delovanjem, ni bilo pod narekovajem poskrbljeno za naraščaj na tem področju in potem je seveda zadeva bolj ali manj stala, razen recimo v nekaterih šolah, to je vedno treba poudariti, osnovno šolo Preživljega Voranca, ki letos praznuje že 35. obletnico folklornega delovanja, je bila folklora samo še na redkih šolah. In ko smo leta 2009 ustanovili nov klub, torej Rotary klub Maribor Lent, smo se za dolgoročni plan zastavili tudi ohranjanje kulturne dediščine, torej etnografskega izročila naših prednikov in smo rekli, poskušajmo vzpostaviti na šolah spet folkloro. Kakšno pa je danes zanimanje med šolami? So navdušene nad tem, imajo sploh konec koncev tudi mentorje, mentorice za poučevanje? Rotary klub Maribor Lent je v izobraževanje in v celotno zgodbo folklore vložil že preko 10.000 evrov. Mi smo najprej na začetku organizirali izobraževanje, na katerega smo povabili učiteljice iz osnovnih šol in tega izobraževanja se je udeležilo 30 mentoric. 3x po 2 dni smo jih peljali do Miloša Zidanška na Pohorju, kjer smo jim poravnali vse stroške, torej ni bilo nobene kotizacije, plačali smo predavatelje in celoten material, ki so ga potrebovali in potem smo jih poslali, bomo rekli, nazaj v šole. Torej zanimanje je, lahko rečemo. Zanimanje je. Kaj pa med mladimi? Zakaj je fajn folklor, Ana Marija? Tam se lahko družimo, pa še zanimivo in zabavno je. Matic, pa je težko plesati, mislim, da predvsem štajerske tradicionalne plese obujate v Mariboru. Ja, malo težje je. Zakaj so težki te tradicionalni slovenski ali pa štajerski plesi? Ja, imajo svoje korake in to se je treba naučiti. Sicer pa del samega izročila se ohranja tudi skozi kostumografijo. Je naporno plesati, verjetno dekletom malo težje v krilih. Danes dekleta niste več navajena dolgih, širokih kril. Ja, malo težje je. Samo še vedno da. Kolikokrat na teden pa, naprimer, se učite plesati? Kolikokrat so vaje? Kako dolgo trajajo? Vajo imamo enkrat na teden po eno šolsko uro. Pa je naporno? Ja. Je? Pa so takšni polprofesionalci skoraj da že. No, danes bomo lahko tudi preverili, kako dejansko dobro plešejo mariborski mladi, kako dobro prenašajo izročilo naših prednikov naprej. Festival otroških folklornih skupin, kdo vse se ga udeležuje? So to predvsem mariborske osnovne šole? Ja, to so mariborske osnovne šole. 9 šol je letos, lani je bilo 13 šol, lani smo bili zelo veseli tako velikega števila. Smo pa lokacijo preselili v dvorano, torej športno dvorano v Limbuš, ker 280 sedežev kulturnega doma v Pekrah enostavno ni več pokrilo zanimanja. Torej, otroci tako in tako pravzaprav niso mogli videti svojih vrstnikov, kako plešajo, ker so bili locirani v otroškem vrtcu, v gasilskem domu, v sami dvorani. Dvorana je bila pretesna, tako da danes bo dovolj prostora in prvič bodo pravzaprav ti otroci lahko tudi spremljali, kaj znajo in kaj so se naučili njihovi vrstniki iz drugih šol. Torej, je zanimanje med ljudmi za, ne vem, ogled po ustvarjanja našega izročila? Zagotovo. Osnovna šola je še vedno torej prostor, kjer so starši zelo s svojimi otroki.
radi pridejo, radi pogledajo in moram reči, da tudi recimo vse prireditve, ki jih imamo na šoli, je dvorana nabito polna, torej ni prostega sedeža, stojijo, sploh ni problem, kar se tega tiče in to je pravzaprav tudi tista motivacija in spodbuda. Saj, če otrok vidi, da se njegov starš zanima za to, da se okolica zanima za to, potem tudi z večjim veseljem pleše. Namreč treba je videti, to so otroci, ki prihajajo v adolescenco, torej problemi medsebojnih dotikov in tako naprej se tu pojavljajo in ponavadi s tistimi, ki so manjši, veliko manj težav kot s temi, ko prihaja proti 9. razredu. Jaz upam, da bo te generacije, recimo pri meni na šoli, ki je začela pred 4 leti, da bo ta generacija ostala do 9. razreda, takrat bodo pa resnično lahko že pokazali veliko, pa tudi, bom rekel takole, eno izhodišče je, če se jih bo folklora prijela, bo tudi kot študent ali pa torej naslednje stopnje folklore imele otroke, ki bodo zapolnili vrzeli, ki nastajajo tudi pri njih. Ni veliko tistih, ki se s tem stvari ukvarjajo. Pa vas zanima, da bi šla naprej, gospod Vute je omenil kot študent v Mariboru, takšna pomembna inštitucija za ohranjanje slovenskega kulturnega izročila. Menite, da bi potem nadaljevala tako čist praktično resno folkloro? Ja, lahko bi, ja. Te zanima? Ja. Pa veliko potovanje tudi zraven, po vsem svetu, tako da to ponavadi tudi privabi. Sicer pa prej ste že omenili, pred 5 leti ste nastali, letos številni projekti ob 5. obletnici Rotary kluba Maribor Lent, predvsem s humanitarno noto, lahko rečemo. Začenjamo zdaj v to soboto in sicer v Europarku, kjer bomo imeli stojnico, kjer bomo zbirali prostovoljne prispevke za torej Polio Plus, se pravi za otroško tuberkulozo, ki jo skušamo preko Rotaryja na nek način v celem svetu počasi iztrebiti. 5. aprila bomo imeli eno krasno prireditev spet v Limbušu in sicer Mačka Murija, to je zgodba, ki se dogajala pred mesecem dni v Ljubljani. 7. aprila je v Unionski dvorani slovenska glasba od A do Ž. In torej 11. aprila pa imamo v Kazinski dvorani svečano sejo, ker bomo pač naredili nekako obračun 5-letnega delovanja. Mislim, da smo bili kar prisotni, uspešni in da smo pravzaprav veliko naredili. Predvsem za mlade. Ampak ne samo za mlade, tiste, ki so socialno šibki, ampak tudi za tiste, ki so nadarjeni oziroma tisti, ki bodo nosili breme Slovenije v naslednjih letih. Tako nas vlekli naprej, lahko rečemo. Uspešno delo Rotarycem še naprej, mladim folklornikom pa veliko uspešnih korakov ter veliko veselja pri plesu in ohranjanju slovenskega izročila.